Lepo zdrav, drage gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v novi oddaji s farmacevtom za zdravje. V Svetem Juriju, v Pšavnici, v Pomurskih lekarnah smo ponovno z magistro Polonco Fiala Novak, s katero bo danes seveda tekel pogovor oziroma nam bo predstavila pravzaprav temo, ki je še kako v jesenskem času primerna. Gre za odpornost pravzaprav, gre za imunost pred najrazličnejšimi vplivi. Torej, morda za začetek, kaj sploh pomeni tale odpornost oziroma imunost za telo oziroma za vsakega od nas? Tako je, lepo zdrav vam in našim gledalcem. Res je, tema, ki bo sedaj v jesensko-zimskem času že skoraj izjemno aktualna, to se pravi odpornost, naša odpornost, ki se lahko potem zoperstavi najrazličnejšim virusom, bakterijam, glivicam v okolju, je tista, ki odloča o tem, ali bomo zdravi ali bomo zboleli. Zdaj verjamem, da naši poslušalci o tem že veliko vedo, vendar pa bom rekla, da je odpornost pravzaprav taki niz različnih funkcij, ni enostaven sistem. Temelj zdravja, zagotovo naša odpornost ali naš imunski sistem je, ga ne čutimo njegovega delovanja, to tudi moramo poudariti, imunskega sistema ali pa naše odpornosti mi ne čutimo, kako deluje. Hitro pa čutimo, kadar naša odpornost ni v najboljši formi, kadar imunski sistem ne dela pravilno. Kaj se takrat zgodi? Takrat vemo, da mi zbolimo, hitreje zbolevamo, pogosteje zbolevamo, več težav nekako prinaša seboj. To se pravi, ja, odločanje o tem, ali bomo mi v neki situaciji zboleli ali ne, nosi naša odpornost, naš imunski sistem. Zdaj, če gledamo realno, nahajamo se v obdobju velikih količin prehladov, veliko je prehladov okrog nas, navsezadnje še vedno je med nami bolezen COVID-19, nekoliko je strah vendar popustil, pa vendar bodimo realni, še vedno je težava, še vedno so tudi težke simptomatike in tudi je zelo zanimivo, recimo nahajamo se v istem prostoru, ni nujno, da bomo vsi zboleli, ki smo prisotni, ne. Lahko včasih kdo reče, v pisarni sem skupaj, ne vem, z 5 ljudmi in jaz sem kar naprej prehlajen, drugi pa pokajo od zdravja. To se pravi, ni nujno, da vsi zbolimo, čeprav smo izpostavljeni istemu okolju, istemu pravzaprav povzročitelju, konkretno recimo virusu v prehladu ali v covidu, eni zbolijo, drugi ne. Zakaj je temu tako? Torej, odpornost, naše delovanje imunskega sistema, ki seveda je temelj zdravja, pa ga ne čutimo, je odgovorna za to. To se pravi, smiselno v tem skozi celotno leto, pa vendarle jesensko-zimski čas je tisti pravšnji, da res poskrbimo, smo pripravljeni na ta jesenske viroze, smo okrepili odpornost na takšen ali drugačen način, da letos ne bi zboleli, vmesno vprašanje in seveda odgovor vsak pri sebi. Kompleksna zadeva tale, če bi vedeli, pravzaprav, kako je, bi to reševali na drug način, imunost, bi naredili neko zdravilo, ki bi vsem dalo odpornost, ampak to je ravno ta del življenja, ki je tako kompleksen. Pravzaprav pa je verjetno najbolj pomembno vprašanje tu, kaj zmanjšuje našo odpornost, ker zgleda, da ta zadeva vendarle niha. Malo z leti, malo tudi drugače. Res je, kaj dejansko našo odpornost okrepi, kaj jo zmanjšuje, dejansko to je vprašanje. Skušali bomo nekako najti odgovor. Veliko je dejavnikov, na katere imamo vpliv, na mnogo žal tudi ne. Zdaj, če pogledamo na tiste, kar imamo vpliv, je zagotovo prvo omenila stres. To se pravi, stres je način življenja, ki ga vedno nekako poveličujemo ali pa vedno govorimo o njem, nekako v kratkem času doseči marsikakšno zadevo, zmago, narediti čim več, to je danes tista vrednota, ki jo cenimo, pa vendar seboj to prinaša stres za nas, za naše telo, za naš imunski sistem. To se pravi, stres je gotovo tisti vsakodnevni stres, govorim, ki nas pa kar naprej nekam peha, kar naprej se nam mudi, kar naprej nas nekaj skrbi, tudi to govorimo. Ne samo, da mi hotimo po opravkih v službe in tako naprej, tudi kadar nas skrbi je izjemno pomembno. To se pravi, skrb za družino, zase, za zdravje naših svojcev, za dejansko ekonomsko varnost. To se pravi, te skrbi zagotovo zmanjšujejo našo odpornost, vplivajo torej na imunski sistem. To je takšna zadeva, na katero včasih pozabimo, pa je zelo bistvena, zato sem jo dala na prvo mesto danes. Vendarle pa bodimo realni,
vitamini, minerali, to se pravi snovi, ki so potrebne za normalno delovanje našega telesa, so v nekem ravnovesju, so pravzaprav temelj spet imunskega sistema. Zdaj, včasih rada rečem, tudi ni pretiravanje dobro, nobena skrajnost ni dobra, vedno v nekem ravnovesju. Če gre z prehrano pridobiti vitamine, minerale, je dejansko najboljše. Vkolikor je hrana osiromašena, dejansko prehrana slabša ali pa bom rekla hitra prehrana na vsak dan, zagotovo s tem ne dosežemo teh potrebnih vitaminov, mineralov, takrat lahko tudi posežemo po vitaminsko-mineralnih pripravkih. Zdaj, kar se tiče zaprtih prostorov, včasih so rekli, ja, mrzlo vreme, ali pa tako vreme je krivo, da mi zbolevamo. Ni vse v mrzlem vremenu, je pa res, da v teh poščobnih, bom rekla, nekoliko bolj temačnih popoldnevih, ko je hitro tema, ko je megla, ko je dežke, slabše vreme, smo tudi mi nekoliko bolj lenobni v smislu nekih aktivnosti, fizičnih aktivnosti, dela zunaj na prostem. To se pravi, več smo v zaprtih prostorih, tam je dejansko tudi več možnosti prenosa teh infektov, navsezadnje virusov, kot govoriva. In to je pravzaprav tisto, kar nam potem nekako tudi zmanjšuje našo odpornost. Ker so začela nekako z stresom, bomo rekla, nekoč so menili, da je imunski sistem takšna, kot pravimo, kompleksna zadeva, to so že nekoč vedeli, ampak da deluje sam od sebe, da so to skupki celic sistemov, ki pač delujejo neodvisno od vsega. Danes temu ni tako, vemo, da temu ni tako. Namreč imunski sistem je tesno povezan z našimi možgani, z našimi hormoni, z našim dogajanjem v celotnem telesu. Navsezadnje je imunski sistem, kot sem že prej rekla, izjemno tesno povezan z našim nezavednim delom. To se pravi, z tistim delom, s katerim, oziroma kaj mi mislimo, čutimo, hrepenimo, želimo, zakaj se nekako pehamo v življenju. To se pravi, z tem je izjemno povezan in tukaj dejansko so potegnili veliko vzporednico ali pa nekaj znanja, da je stres, da je ta naša miselna funkcija, kar si želimo v življenju, nezavedni del torej, izjemno povezan tudi z, to se pravi, psiha z somatskimi boleznimi, tudi psihosomatske bolezni. Ni nujno, da je dejansko karkoli v telesu bilo kot tako narobe, lahko je bilo samo dejansko ravnovesje porušeno, psiha tako v tem smislu načeta in tudi se potem somatske bolezni hitreje izražajo. Tako da ja, imunski sistem okrepiti zagotovo, ne pa pozabiti, da kot pravimo, tudi tisto, kar želimo, kar hrepenimo, kar nam drugi storijo, tudi to je dejansko povezano, da naš imunski sistem pade ali pa se nekako ojača. To se pravi, bolj optimistični ljudje ne zgubijo tako hitro imunskega sistema. Ja, bi rekla, absolutno, absolutno. Sicer zdaj je bilo govora o tem, kaj zmanjšuje imunski sistem, zdaj pa še morda tisto, če ga že malce izgubimo nekje, pa to čutimo, začutimo, kaj daje večjo odpornost, večjo imunost morda v tem. Zdaj dejansko rekla sva, zagotovo prvi je zdrav način življenja. Ne bomo rekli takoj, da posežemo po nekih prehranskih dopolnilih, zdravili, ampak zdrav način življenja kot tak. Zagotovo pa se ljudje vprašajo, kdaj pa je potem pravzaprav sploh smiselno iti v lekarno ali pa nekaj dejansko kupiti kot nek prehranski dodatek ali kot zdravilo, da nam bo ta sistem nekako okrepilo. Kdaj je to smiselno? Zagotovo v fazi rasti, to se pravi pri otrocih, vemo, da je izjemna težava za otroke, ko so pogosto bolani, otroci so doma dejansko slabo razpoloženi, da ne govorimo tudi o težavah, ki potegne seboj potem za starše, bolniške odsotnosti, kot družba dejansko tudi tukaj dejansko velik primanjkljaj potem čuti. To se pravi v fazi rasti, v fazi otroštva je smiselno to okrepiti. V prejšnjih oddajah sem morda govorila o starejšem življenjskem obdobju. Takrat smo rekli, da je manjša absorpcija hranil, da je prebava tam upočasnjena, tako in tudi v tem smislu takrat v starejšem obdobju lahko dodamo kakšen prehranski dodatek, kakšne vitamine, minerale, da skušamo imunski sistem držati nekem ravnovesju, če rečeva. Zagotovo v fazi nekih obremenitev, fizičnih, psihičnih obremenitev je smiselno ukrepiti sistem, ob kakih boleznih, sočasnih, težkih boleznih, diagnozah, zagotovo prav tako smiselno, da krepimo imunski sistem. To se pravi, ja, krepimo na naraven način, zagotovo številka 1 in z dodatki prehranskimi dopolnili, tudi zdravili, ki se dobijo brez recepta v lekarni. Bomo to se odločili sami, da bomo posegli po teh rečeh ali pa je vendarle pametno priti recimo do lekarne, pomurskih lekarn in vprašati farmacevta,
to pa to, takšne težave se mi čutim, pa svetujete? Zagotovo so Pomurske lekarne tisti kraj, ki dejansko nas loči samo korak do njih, vedno smo dostopni, nikoli ni čakalnih dob, nikoli ni nekih pretiranih vrst. Informacije na svet je vedno brezplačen. To se pravi, smo tisti kraj, kjer ljudje sila pogosto in prav je tako poiščajo na svet. Zdaj zagotovo ljudje dejansko, pri otroci že včasih vedo, ja, jesen je, nekaj pogosto smrka, otrok pa reče, ja, nekaj bomo dejansko tukaj dodali in sami pridejo z željo že po nekem prehranskem dopolnilu v lekarno. Tudi starejši obdobje dejansko ne glede na starost in torej v lekarni preko pogovora potem tudi izberemo dodatek. Torej, zopet za konec, morda kaj lahko sami storimo za dvig imunosti, za dvig odpornosti ali pa vsaj, da preprečimo, da zadeva ne zdrsne malce na nižji nivo in potem smo seveda prej izpostavljeni raznim virozam. Tako, zdaj kaj lahko naredimo? Dejansko je na nas vedno tista poglavitna naloga, funkcija, da se opredelimo v našem zdravstvenem stanju, da poiščemo pomoč v lekarni in ponavadi ljudje, kar imajo neko željo po nekem prehranskem dopolnilu zdravilo, včasih dejansko pa pridajo z neko samo željo, kaj bi mi svetovali. Zdaj, če malenkost pogledava naše pripravke, ki so v lekarni na voljo brez recepta, lahko rečeva, da tukaj v prvi vrsti lahko izpostavimo zeliščni svet, ameriški slamnik, echinaceo purpurejo, rožico, ki jo marsikdo goji tudi na domačem vrtu, lepa rožnata roža in prav je tako, da jo imamo tudi doma. Ja, ameriški slamnik ima širok razpon delovanja v smislu preventive, v smislu tudi kurative, potem že kot človek že zboli, ne samo kot preventiva, dokazano, znanstveno dokazano, ameriški slamnik skrajšuje bolezen, poveča odpornost, zmanjšuje možne zaplete, to se pravi hitrejše okrevanje, tako pri otrocih kot tudi pri odraslih. Zdaj ljudje včasih reče, kaj bi pa to kupovali, imamo doma, pa včasih celo vedo res, da je v koreninah največ tega izvlečka učinkovine. Ko pa jih vprašam, kako pripravijo, pa rečejo, nič, koreninice malo nasekam, pa skuham v čaj. Dejansko, ja, korenina ima tega največ, vendarle pa je pomembno, včasih smo to v oddajah že poudarjala, kje se učinkovina, mi rečemo, ekstrahira, izluži. To se pravi, kje jo mi sploh pridobimo. Naj povem konkretno, v koreninah ameriškega slamnika z vrenjem v vodi ne bomo te učinkovine dobili skoraj da nič. To se pravi, čaj bomo pili, vendar nekega učinka ne bomo mogli pričakati. Izlužimo jo v alkohole, kar pa spet ne pomeni, da bomo sedaj to mi dali žganje in bomo tisto pili, lahko samo izlužimo in to je pravzaprav prednost prehranskih dopolnil. Izlužimo v primernem mediju, učinkovino imamo, potem pa jo vgradimo v sirup za otroke, ki ne smejo se pobati alkohola, v kapsule, v praške in tako naprej, v tekočino in tako naprej. To se pravi, ja, tukaj je prednost tudi znanje, to se pravi prehranskih dopolnil. Če gremo naprej, včasih pa reče ljudje, kaj pa če bi malo kakšnega beta-glukana v tem smislu za odpornost? Ja, beta-glukani so danes izjemno, bom rekla, popularni, tudi učinkoviti. Namreč so takšni bioaktivni polisaharidi, ki dejansko v telesu se ne metabolizirajo, ne presnavljajo, ampak samo potujejo v tanko črevo, tam se veže na celice in s tem stimulirajo imunski sistem. Ta prepozna neki tujek in začne delovati. To se pravi, zdaj smo tukaj že ugotovili, imunski sistem ni samo v glavi, ni samo skupek nekih sistemov v telesu, ampak zanimivo v črevesju. Ja, tukaj včasih rečemo, je temelj našega imunskega sistema in je bistveno, da je našo črevo kot tako normalna flora prisotna. V tem smislu dodamo tudi sedaj lahko probiotike v to zgodbo. To se pravi, tudi probiotiki, mlečno-kislinske bakterije niso samo v smislu zdravljenja driske, kot včasih ljudje zmotno mislijo. Ne, probiotiki torej normalizirajo našo črevesno floro, ki je lahko zaradi takšnih ali drugačnih vzrokov razdražena v nepravilni funkciji in tudi imunski sistem oslabi. Konkreten primer, pogosti antibiotiki, ki se včasih pač uporabljajo ali pa tudi velikokrat upravičeno pogosto uporaba, vendarle pa ti antibiotiki vemo, da uničujejo bakterije. Ne samo tistih škodljivih, ki jih želimo, uničijo tudi zdrave bakterije. Mi imamo v telesu tudi zdrave bakterije, rečemo jim mlečno-kislinske bakterije, predvsem v črevesju se nahajajo. To se pravi, ko mi to uničimo, kaj smo storili, črevesje je sedaj, flora je porušena
in iz tega sledi ne samo težave z prebavo, z rizko zaprtjem, ampak tudi težave z imunskim sistemom. To se pravi, tudi prebiotiki so v tej zgodbi lahko dobrodošla pomoč. Ljudje pogosto na njih sploh ne pomislijo. Greva recimo naprej, malo spet v naravo, matični mleček. Včasih so to poveličevali, danes mogoče na to pozabljamo. Matični mleček je bistveno učinkovina, ki je lahko dajemo tudi starejšim kroničnim bolnikom, takšnim in drugačnim težavam navkljub. To se pravi matični mleček iz narave. Včasih so čebelarji ugotavljajo nekaj stoletij nazaj, zakaj je možno, da se iz enakih ličink enkrat izleže delavka, drugič pa matica. Matica živi 5 let, delavka samo tam nekje 7 tednov. Ja, kje je tukaj dejansko poanta zgodbe? Poanta je v tem, s čimer se hranijo. Matica dobiva matični mleček, delavka zagotovo ne. Zato matica vemo, da pridobi na starosti, na teži in tako naprej. In matični mleček deluje tudi imunostimulativno, deluje na imunski sistem in vsebuje pravzaprav učinkovino, ki je pravzaprav še niso uspeli sintetizirati v laboratoriju. Ima samo matični mleček, ima dobre lastnosti, ampak zaenkrat še ni na trgu pripravka, zdravila, prehranskega dopolnila, ki bi imel matični mleček učinkovino sintezno narejeno v laboratoriju. Zelo, zelo bistvena funkcija, ker je toliko zapletena, torej ta molekula. To se pravi, da ne govorimo o vitaminih, mineralih, ki sva že rekla, recimo črni ribez, prav tako dodajo v sirupe za stimulacijo imunskega sistema, cink je zelo pomemben. To se pravi, ravnovesje vitaminov, mineralov, sva rekla že, in dodatki takšni ali drugačni, ki pa jih potem seveda izberemo na podlagi, kot sva tudi že omenila, pogovora s pacientom. Zdaj, kar pa je tisto, kar še lahko čisto sami naredimo dejansko v slehernem dnevu za svoj imunski sistem, pa sva že uvodoma nekako, če napeljamo nazaj, rekla, zmanjšujemo stres, nepotrebno hitenje, nepotrebno nerganje, pravzaprav je prav tako pomemben faktor. Zmanjšujemo bitko s časom, kolikor se pač da. Povečamo tiste pozitivne dejansko dejavnosti tekom dneva, ki nas tudi napolnijo z neko energijo. Poveličujemo nekoliko več druženja, ne nujno, da se družimo vsak dan po uro ali več, kakšen hiter klepet, pogovor tudi v službi, kako si, in to vprašamo dejansko res z tistim vprašanjem, da nas zanima odgovor, ne samo toliko na splošno. To se pravi, ta aspekt dajmo prebuditi. Lonček jogurta na dan probiotičnega, rekla sva, probiotiki so tisti, ki so izjemno pomembni. Dovolj spanja na drugi strani, spet tako pomembno. To se pravi, z vsemi temi stvarmi in kot sva rekla, ker je povezan z našim nezavednim delom, naš imunski sistem, tudi tukaj imamo velik vpliv, imamo sami vpliv, to se pravi, da dobro čutimo, mislimo, želimo zase in tudi seveda za druge, pa verjamem, da se bo v to smer obrnil tudi naš imunski sistem. Hvala. Skratka, v eni besedi ravnovesje pravzaprav našega bivanja tukaj na Zemlji. Hvala za današnjo ravnovesje magistra Polonca Fiala Novake iz Pomurskih lekarn. Cenjene gledalke in gledalci, tudi vi najdete pravo ravnovesje. Medtem, da spremljate naše oddaje, tu imunost kaj dosti ne bo pomagala in seveda med vašim zdravjem. Danes je bila tema odpornost, imunost. Ostanite odporni ves čas, ne samo v tem letnem času, vsaj pa do prihodnje oddaje s farmacevtom za zdravje. Srečno!